V Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica je minuli torek potekalo Stepišnikovo strokovno posvetovanje. Posvet je ob 160-letnici ustanovitve Slovenske bukvarnice in bralnega društva pod Pohorjem pripravila knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Zbrane sta uvodoma nagovorila župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricija Breznikar. Iskreno pozdravljeni na prvem Stepišnikovem strokovnem posvetovanju Beremo življenje. Ob praznovanju 160-letnice ustanovitve bralnega društva pod Pohorjem in Slovenske bukvarnice smo se odločili, da luč sveta ogleda strokovno posvetovanje, ki ga bomo izvajali bienalno. Veseli smo odziva vseh sodelujočih, tako referentov, kakor poslušalcev posvetovanja. Z vašim dragocenim sodelovanjem ste nam dali potrditev, da je bila naša odločitev za posvetovanje pravilna. Slovenske splošne knjižnice smo v svojih okoljih ene izmed najbolj obiskanih kulturnih ustanov. Zelo pomembna je naša osnovna dejavnost izposoja knjižničnega gradiva in posredovanje informacij. Knjižnica je pomembna tudi kot prostor kulturnih in izobraževalnih vsebin, kakršna je današnja. Najpomembnejša naloga pa je promocija branja in branje kulture. Zakaj sploh brati? Tudi brez branja knjig se da preživeti. Še posebej nas kdaj kakšna zajetna knjiga lahko kar malce prestraši z mislijo, kako se bomo prebili skozi toliko strani. Res je, branje književnosti je miselni in duhovni napor, ampak nagrada je neprecenljiva. Knjige so tihi vrelci življenjske moči, skoncentriranih spoznanj, motivacij, ki v nas sprožajo samorefleksijo in nas notranje preoblikujejo, da osebnostno rastemo. So knjige, ki jih kot zgodbe zlahka preletimo, namenjene so zabavi, kratkočasju ali da zapolnijo našo radovednost o življenju drugih. In so knjige, ki od nas zahtevajo, da se vanje poglobimo, aktiviramo vse kvalitete v sebi, da vstopimo v osrčje sebe, sveta in življenja. Poglobljenega branja knjig se učimo, to je znanje in rutina, ki jo je treba postopoma osvojiti, da imamo moč in sposobnost slediti pomenu knjige. Če se v tem ne urimo, nam je dragocena literatura, ki je za nas temeljna, usodna in nam pomaga v vseh življenjskih preizkušnjah, prezahtevna in nam ne da ničesar. Prav zato je ključno učiti branje otroke od zgodnjih let in jih spodbujati k ljubezni do literature.